je gonilo. Gonilo, ki zagotavlja poseben pogled na svet, ki ga drugi pogosto ne vidijo. Imenuje se vizija. Edinstveno vizijo o poslovnem uspehu je imel tudi naš naslednji nagrajenec, predsednik uprave energetskega magnata skupine GEN-I, dr. Robert Golob. Dr. Golob, kar pomnim, sem hotel biti direktor. Ampak da sem to pred 15 leti zares postal, sem mogel ustanoviti svojo firmo. In prvi dan smo v najetem stanovanju v bloku delili prostore. Ampak sem v srečo. Sem imel odlično ekipo. In smo šli, eden je leto po Evropi in tkal trgovinsko mrežo. Drugi šel v računalnike in pisal programe. In dr. Strela je razvil produkte in osvajal slovenski trg. In smo rastli vseh poleg. Rasli smo po številu trgov, rasli smo po številu vrhovnih znamk, rasli smo po številu zaposlenih in rasli smo po številu odjemalcev. Ampak ves čas smo rasli tudi kot ljudje, po človeški plati. V nekem trenutku, ko se človek zazrel sam vase, ugotovi, da materialno ni vse. Obstaja cel kup tem na svetu, ki so bolj pomembni od tega. In nedvomno je skrb za okolje, v katerem živimo, ena od takih tem. 20 let nazaj se je začelo govoriti o globalnem segrevanju. In ko je človek poslušal jamranje in izmikanja politikov, je bil se vedno občutil nemočnega. Ampak stvari so se spremenile. Danes so zadeve drugačne. Danes je prvič v zgodovini človeštva vsak od nas ima to moč, da lahko prevzame v svoje roke oskrbo z energijo, za vse svoje energetske potrebe. Z energijo, ki je čista, ki je neskončna in ki je dostopna vsem. Z energijo sonca. V resnici danes nimamo več izgovorov. Moramo ukrepati. Vsak od nas je dolžen, da prevzame odgovornost. Da prevzame odgovornost do planeta, ki ga nameravamo zapustiti bodočim rodovom. In naj zaključim z mislijo ne filozofa, ampak Alberta Einsteina. Albert Einstein je rekel, obstaja zelo izjemna, močna sila, ki je znanost še ni uspela razložiti. To je sila, ki vključuje in ureja vse, vključno s pojavi v vesolju. To je sila, ki nam daje moč, ker pomnoži najboljše, kar imamo v sebi. To je sila, ki človeštvu daje upanje, da se izvije iz svoje slepe sebičnosti. Ta univerzalna sila je ljubezen. Hvala, dr. Golob, za drzne in pogumne besede. Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije vam bo podelila moja kolegica, izjemna dramska in filmska igralka, pesnica, esejistka in dramatičarka, lanskoletna dobitnica Borštnikovega prstana in predsednica Združenja dramskih umetnikov Slovenije, gospa Saša Pavček. Strast mi je, da lahko čestitam predsedniku uprave, doktorju Robertu Golobu. V strast mi je tudi, kako sem si predstavljala ime tega podjetja. Imenuje se GEN-I. Torej verjamem, da predsednik uprave nosi v sebi gen genialnosti, gen inovativnosti, gen za inteligenco in gen za izjemnost. In ker je ravno kar omenil velikega genija Alberta Einsteina, naj vam povem še, kaj je meni pri njemu najljubše. Namreč pri Einsteinu in verjamem, da tudi pri doktorju Robertu Golobu in pri vas vseh izjemnih ljudeh. Rekel je, bolj kot znanje je pomembna fantazija.
Fantazija pa se vedno rodi v umetnosti. Zato verjamem, da imamo vsi skupaj moč, ki izvira iz strasti, ki smo jo že velikokrat omenjali, moč, ki izvira iz naše inteligence, iz naše vizije, fantazije in predvsem iz srčnosti. Čestitam. Moj pokojni oče je, ko je dobil nekaj podobnega, rekel: pazi, sine, ko ti dajo nagrado, se hoče znebiti. Ampak mi smo še ne štartali, tako da tega ne bo. Hvala vsem, hvala moji ekipi, najboljši ekipi, hvala vsem, ki verjamete v nas. Bi pa rad izpostavil dve osebi, ki sta z nami, ki jim dolgujem posebno zahvalo. Najprej bi se rad zahvalil svojemu dolgoletnemu mentorju, profesorju Gubini. On je bil tisti, ki je v meni dobesedno odklenil moj potencial, strokovni potencial. Brez njega nikoli ne bi stal tukaj. In druga zahvala gre moj Jani, zaradi katere sem vsak dan boljši človek. Hvala. Iskrene čestitke dr. Golobu in njegovim sodelavcem iz podjetja AG.